No, kljub temu, da gre za izjemno problematično nameravano ali pa že izvedeno zadolževanje, kljub temu, da največje banke, predvsem Nova Ljubljanska banka, ne servisira dovolj slovenskega gospodarstva v času krize, kar je znan problem, na katerega opozarjajo vsi od vlade do gospodarstvenikov, kljub temu, da je še posebej problematično finančno servisiranje malega in srednjega podjetništva, je danes prišla v javnost vest, ki ni še uradno potrjena, vendar pa se bojim, da očitno drži, da je uprava Nove Ljubljanske banke odobrila 50 milijonov ali nekje blizu te številke kredita za financiranje tega projekta v stolnici. Pa je po dveh glasovanjih ob tem, da so obstali številni pomisleki in da je očitno na koncu prevladala argumentacija političnega pritiska. Gre za politični projekt in tudi odločitev o kreditiranju tega projekta je bila očitno sprejeta politično. Kot veste, je naša poslanska skupina že pred več kot mesecem dni vložila zahtevo, podprto z zadostnim številom poslanskih podpisov, za sklic izredne seje, kjer bi Državni zbor razpravljal o kreditiranju državnih bank, tudi o tem konkretnem projektu in se opredelil do tega, kaj so prioritete finančnega sektorja, še posebej tistega v državni lasti v času gospodarske krize. Predsednik Državnega zbora je našo prvo zahtevo dal na hladno in v predal za nekaj tednov. Potem je tisto zahtevo zavrnil z obrazložitvijo sklicujoč se na mnenje pravne službe, da je potrebno popraviti sklep. Naša poslanska skupina je popravila sklepe v skladu z mnenjem pravne službe, zahtevo vložila še enkrat, kljub temu je bilo včeraj ponovno zavrnjeno. To, da se zavrne zahtevo, ki je vložena v skladu z ustavo, zakonom in poslovnikom Državnega zbora, ki je do vejce natančno usklajena tudi s pravnim mnenjem zakonodajno-pravne službe, je seveda nedopustno ravnanje predsednika Državnega zbora. In potrjuje nek vtis, da gre v primeru njegovega ravnanja za obrambo in zaščito klientelističnih kapitalskih interesov v ozadju njegove stranke in njegove politične opcije. Dejstvo je, da je bil ta kredit odobren privatnemu podjetju, ki je v tesnih navezavah na ljubljanskega župana, ki je seveda javno podprl politično opcijo, ki pripada predsedniku Državnega zbora. Tako da kakšno veliko raziskovanje političnih motivov tukaj najbrž ni potrebno. Problematično je to, da predsednik Državnega zbora zanika ustavno pravico, ki jo daje ustava četrtini poslancev Državnega zbora, da skliče izredno sejo po svoji presoji. To smo naredili tudi v skladu z vsemi poslovniškimi principi, kljub temu je bila ta zahteva že drugič zavrnjena in očitno je bilo tudi to zavlačevanje namensko, kajti, kot sem že dejal, prišle so neuradne informacije, da je uprava Nove Ljubljanske banke v tem času že sprejela odločitev. In predsednik Državnega zbora, gospod Gantar, je očitno svoj namen dosegel. Naši poslanski skupini ostaja zdaj nevoljen sam ukrep, to pa je, da zberemo 10 podpisov in zaradi tega protiustavnega ravnanja zahtevamo zamenjavo predsednika Državnega zbora in to bomo tudi storili. Gre namreč za ravnanje, ki za zlorabo ustave, zakona in poslovnika Državnega zbora omogoča prikrivanje ravnanj, kakršna so Grčijo, ki zdaj rešuje cela Evropa, pripeljala v sedanjo